Naš coach v tem studiu, Jure Verlič, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Urejen in tako kot mora biti, tako so hokejisti, ne? Anja, samo da veš. Okay, Anja je iz Svete Trojice in tam niso igrali hokeja na ledu. Okay, mora priti enkrat pogledati. Ja, sej, to mogo pripeljati malo, da vidi. Jure, super se je začela ta nova sezona. Najprej moram takoj z čestitko, ker ti je kot trenerju uspelo nekaj, kar ni bilo v Mariboru že dolgo, ne. Namreč imeti pozitiven rezultat v domačem prvenstvu svojo ekipo proti Slavija Mladi, ne? Ja, res je, po parih letih, tako so fanti rekli, smo spet dobili neke pike v državnem prvenstvu, par let se to ni zgodilo, mogoče nismo davali dosti poudarka na to, ja. Na te tekme, ampak letos je bila neka energija, neka želja, vedeli smo, da smo sposobni, pa na koncu se to tudi doma zgodilo, no, smo rezultat obrnili in so res tako fantje kot ljudje, gledalci na tekmah, bili zelo veseli in je dal neko zadoščanje, pa tudi neki dokaz, da smo na pravi poti, pa da nekako dvigujemo, bomo rekel, iz sezone v sezono, pa z meseca v mesec. Ja, definitivno. Pa tudi, tako kot smo rekli lani, smo začeli to zgodbo na novo, hokeja v Mariboru, in se zdi, da ta pozitivna energija še vztraja in jaz verjamem, da bo, ker ne nazadnje, najbolj ste za to odgovorni prav vsi vi, se pravi člansko moštvo, celotno zaledje, zaledna ekipa, vsi malčki in malčice, ki trenirajo, ne nazadnje seveda tudi ženska ekipa, ki je tradicionalno v vrhu. In zdaj, če lahko primerjava, ko sem že omenil, lani je bila to neka nova zgodba, tu se je dalo tudi dosti gledati skozi prste. Kak zdaj recimo kot trener lahko primerjaš zgodbo v drugi sezoni? Ja, lani je res bilo neko novo poglavje, ki smo ga zaštartali v tej, bomo rekel, dolgi pa debeli knjigi hokeja v Mariboru. Ja, lani je bilo to vse novo za vse, bomo rekel, za vse ljudi v klubu, okoli organizacije tekm, v bistvu promocije, marketinga, vsega živega. Isto za igralce, za ekipo, za nas, nismo vedeli, kaj pričakovati točno. Mislim, da smo se dosti naučili in letos, bomo rekel, imamo izkušnjo več, letos smo starejši vsi, tudi igralci, in to se mislim, da pozna tudi tako na ledu, kot pa tudi na tribunah smo zelo hitro štartali. Za vsem ljudje so nam že prišli takoj podpreti na te prve domače tekme, nam dali energijo in čuti se neka pozitivna energija okoli celotnega kluba, pa okoli tega športa v Mariboru, in mislim, da to daje potem vsak teden tisto neko zadoščanje igralcem, kot tudi ljudem, ko vidijo, da je neka zgodba prava, pozitivna, pa da gremo v pravo smer. Ker fight ni bil nikoli vprašanje. Tu se je vedno pustilo vse na ledu, tudi v prejšnji sezoni, v tej verjetno še toliko bolj. Ampak zanima me, ali ste si kakšne rezultatske cilje višje zastavili v tej sezoni, ker lanska ni bila slaba, ne? Nazadnje v Avstrijski ligi ste prišli v play-off, ne? Ja, prišli smo v play-off, ampak tako smo rekli, vsako leto treba pač više cilje postavljati. Mi smo letos rekli, da moramo priti v polfinale, to meni boljši rezultati skozi celotno sezono v rednem delu, ampak mislim, da zaenkrat nam gre dobro, pa ne toliko borba, pa srce je vedno bilo na ledu, ampak da smo nekako s temi izkušnjami uspeli tudi te tekme zmagati, pa dobiti neke pike, pa pozitivne rezultate. Igra pa tako mora biti vsak teden boljša. No? Ja, no, jasno. In verjamem, da s svojimi izkušnjami in znanjem to znaš tudi prenesti na pubece, kar se ne nazadnje seveda vidi tudi na ledu. Vidim, da so Brki ostali enako košati kot v prejšnji sezoni. To so tako imenovani trenerski Brki? Ja. Ali... So, v bistvu novembra sem začel že, mislim, novembra sem začel že maja, no, tako da že začel puščati, da bo ready. Ampak ja, mogoče malo za srečo, pa malo neka sprememba, da pravimo nekaj spremeniti. No, pa veš, ker je drugače vseeno. Ja, to je to, ker zdaj vemo, Jure je bil seveda izvrsten vratar, skozi tak prijazen fant, vedno to. Zdaj pa, ko si trener, pa moraš malo tu pa tam zružiti in zdaj, če so Brki, ne, je to vse skupaj dosti bolj strogo deluje. Ampak šalo na stran, res vrhunsko zgodbo se gremo in jutri ekipa Graca o 6:30 v ledni dvorani Tabor. Ja, sicer vse domače tekme bo ob enaki uri, torej 18:30, tako da se ljudje lahko nekako navadijo. Dober čas. Ja, jutri pa tekma proti Gracu, v bistvu neki štajerski derbi proti avstrijski, štajerski, in mi pričakujemo pač, da bo tudi ljudje nas prišli podpreti. Verjamem, da fante bo dali vse, oziroma mi bomo vse naredili, da ne igramo. Ste lani igrali z njimi? Ja, že lani parkrat, zelo dobre rezultate smo imeli, bomo rekel, z njimi najboljše. Aha. Teda pričakujemo eno dobro tekmo,
pa verjamem, da s takim pristopom, ko je bilo na zadnji tekma, da lahko zmagamo. No, absolutno, tako na domačem ledu, pa se tudi je vedno drugače, se mi zdi, da se je domače prvenstvo, čeprav o tem bi lahko tudi knjige pisali o smiselnosti, ampak pustimo, če se pogovarjamo o teh avstrijskih ligi, vseeno gre za mednarodno tekmo vedno znova, ne? In vedno smo mi proti onim, ne? Je vedno nek drugi naboj. Vedno je tako, mi proti, bom rekel, Avstrijcom, oni proti nam, že nekdaj nekako tudi hokejeva, pa tudi mogoče v drugih športih. Tada vedno je tudi tisti malo nacionalni naboj, oni malo bi tak, mi bi malo drugače, ampak na koncu moramo mi pač to na koncu pač mi zmagamo in to je. Moramo zmagati, no, letos. Tako, zmaga tak, kakega čez bando vreč, pa to tako se pač naredi, ne? Ja, točno tako. Mogoče kakega Michigana še stisnemo, pa lani smo že letos, pa dobro, pravi, tudi druge bolje dati, ampak pa na drugi način, ampak vsaki gol šteje, no, okay. Ali bi morda samo še to, katerega od igralcev posebej izpostavil v tej sezoni, da je naredil največji napredek naprej? Pa ne bi posebej izpostavljal, pa res, da ti mladi fantje, ki so lani mogoče bili mlajši, so tako se neko leto starejši, imajo malo vidnejšo vlogo, se malo več od njih pričakuje, dobijo tudi več igralnega časa in bomo tudi v bistvu okoli njih največ gradili. No. Par starih igralcev, par še novih mlajših. Tudi tvoja služba je neogrožena, ne? Ja, to ne vemo. Kaj boš govoril? Kdo pa bo to taki? Zagotovo je nekaj najlepšega, ko je na klopi domač pubec, ki razume zgodbo na drugačen način, katerega življenje je seveda hokej. In Jure, glej, vse to ali pa veliko tega, kar vidimo na ledu, je jasno, da to je delo in prav je, da se to tudi pove, ker vem, da si dovolj skromen, da boš rekel, to so pubeci, to nisem jaz, ampak glej, dajmo povedati tako, kot je. Ja, v bistvu vsi, bomo rekel, se odrekajo. Viš pa, smo počasi že tam. Ja. Jure Verlič, naš coach je bil danes tukaj, še naprej opravljate to izjemno delo. Jaz pač ob vsaki priložnosti zagovarjam tezo, da je hokej po svoji naravi šport, ki je nam v Mariboru definitivno najbližje in Lisjaki ga igrate res izjemno. Jutri ob 6:30 v Ledni dvorani. Vso srečo, ker znanje imate. Hvala lepa, se vidimo. Tako je.